pišemo na školi, če se nadaljuje tako. Se preprosto sliši o ljubitu in tam. Vse posod nasilje, prevajno škandali, ki so se končali vsi resnični ideali. Res je, da današnji svet se slika v krvni in barvah. Rastejo bolničneži prizori, trdi in kruti. Na hitro pridobljen denar in taki uspehi, to ne dovolite, res ni edino, le to človeštvo. Naju je marsikaj nagovorilo in verjameva, da tudi vas. Življenje po evangeliju te ne pusti ravnodušnega. Vedno imamo priložnost, da začnemo in odgovorimo Bogu. Slišali smo osebna pričevanja in nastopil je trenutek, da pogledamo, kaj je karizma edinosti vzbudila v svetu. Nekaj smo videli že v videoposnetku, a to je le drobec od tisoč in tisoč pobud na osebni in skupnostni ravni. Tudi po svetu, podobno kot pri nas, se ljudje povezujejo lokalno, a tudi po stanovih in poklicih, ki jih je v Marinem delu kar nekaj. Od najmlajših do najstarejših, družin. Smo v prehodnem času po smrti ustanoviteljice. Pred leti smo bili navajeni na velika svetovna srečanja mladih, družin, duhovnikov, sveta dela in ekonomije. Zdaj se osredotočamo bolj na lokalno delovanje.
Afriko, lahko spregovorimo o Fontemu v Kamerunu, kraju sredi pragozda. V 60-ih letih prejšnjega stoletja je tam vladala velika umrljivost otrok zaradi spalne bolezni in drugih bolezni. Tja je prišlo nekaj ljudi iz gibanja, med katerimi so bili tudi zdravniki, in prav ljubezen do domačinov je nekomu utrnila idejo o zdravljenju, ki se je izkazalo za zelo uspešno. Z leti je bila zgrajena hidroelektrarna, bolnišnica, veliko hiš in cerkev. Ljudje so se zaradi življenja teh zdravnikov množično spreobračali in sprejemali krščanstvo. Razvil se je inovativen način nove evangelizacije in tudi danes, ko se je kraj znašel sredi bojev med različnimi oboroženimi skupinami, ljudje vztrajajo in hočejo živeti evangeljsko ljubezen. Na koncu programa si boste lahko pogledali tudi video posnetek tega. Sicer pa je v Aziji zelo razvit tudi medverski dialog, ki temelji na zlatem pravilu. Stori drugemu to, kar bi hotel, da drug stori tebi. Južna Amerika s svojo barvitostjo in etičnostjo, raznolikostjo ter težkimi družbenimi problemi išče pot do osvoboditve in identitete. Nastajajo pa nove oblike izražanja krščanstva v povezavi z njihovo tisočletno kulturo. Severna Amerika prispeva s svojim materialnim bogatstvom in inovativnostjo. Gibanje Focolare sodeluje z vsemi, ki se trudijo ustvarjati zedinjeno človeštvo. Zato daje velik pomen odnosom in sodelovanju med vsemi, ki delajo za mir. Video posnetka še vedno ni, pa gremo vseeno naprej. Leta 1998 je sveti Janez Pavel II. Na predvečer binkošti v Vatikanu sklical srečanje cerkvenih gibanj in novih skupnosti. Trg svetega Petra je bil prepoln. Med drugimi ustanovitelji je govorila tudi Kjara Lubik in obljubila papežu. Ker je naša karizma edinosti, se obvezujem, da bom delala za povezovanje vseh gibanj. Obljuba je držala in začela so se srečevanja, pa tudi konkretna pomoč. Najprej med katoliškimi gibanji, kmalu pa so se pridružila tudi gibanja v drugih cerkvah. Ko so se spraševali, kakšen bi lahko bil skupen projekt, so se oglašali, da je treba vrniti Evropi krščansko dušo. Nastala je skupina Skupaj za Evropo, ki aktivno deluje v tej smeri. Tako raznolika družina, razširjena po vsem svetu, pa čuti potrebo po medsebojnem povezovanju tudi danes. Eden od najpomembnejših pripomočkov komunikacije gibanja Focolarov je spletna povezava. Danes se to dogaja preko kanala YouTube in sicer vsak drugi mesec. Papež Frančišek je člane Vrhovne skupščine gibanja leta 2021 povabil k delu za sinodalnost. V celinski fazi, ki se je pravkar končala, je v Pragi Margaret Karam, sedanja predsednica gibanja Focolarov, povedala: Prepričana sem, da je odgovor, ki ga lahko Cerkev Evropi ponudi danes, dar evangeljske ljubezni, ki prihaja od samega Kristusa in je bistvo dialoga in srečanja. Kot gibanje Focolarov se obvezujemo, da bomo hodili po tej poti, na katero nas kliče papež. Ljubezen, ki se širi na različna področja človekovega znanja in dela, povzroča prodiranje duha karizme vanje in jih od znotraj razsvetljuje. Ena od takih novosti je občestvena ekonomija, po kateri so se podjetja, ki jih vodijo člani gibanja Focolarov, odločila, da del svojega dobička namenijo za razvoj podjetja, del za reveže in del za pomoč pri formaciji. Splet okoliščin je pripeljal do tega, da se je v stiku s papežem Frančiškom razvila Frančiškova ekonomija. Namenjena je mladim ekonomistom, podjetnikom in pobudnikom sprememb, da bi bila ekonomija danes in jutri bolj pravična, bratska, trajnostna
in da ne bi bil nihče izključen. Papež je leta 2019 objavil pismo, v katerem je spregovoril o tej ideji. Sledilo je vsakoletno osrednjo srečanje mladih ekonomistov. Danes je veliko zelo raznolikih izrazov Frančiškove ekonomije. Ogledali si bomo posnetek lanskega srečanja. Proprio come è successo ad Assisi,